Pozdravljeni! Kaj je najbolj pomembno oziroma kateri so najbolj pomembni produkti, da jih imamo v svojem salonu? Danes vas bomo popeljali čez te osnovne izdelke, ki so nepogrešljivi seveda v vsakem salonu. Pa si mogoče kar tole eno slikico poglejmo. Jaz sem Nina Petras in mi smo Magnetik. Nocojšnjo v bistvu epizodo bomo začeli kar z izdelki in s tekočinami, ki delujejo v našem salonu čisto. In seveda zelo pomembno. Tako krpice kot tekočine, ki jih uporabljamo med samo izdelavo nohtov. Pa si mogoče kar tole prvi demo poglejmo, kaj vse potrebujemo. Tako, evo, najbolj pomembne so v bistvu tele namizne podloge, se pravi zaščita za vsako delovno mizo, se pravi zaščitna podloga, ki je pa zelo pomembno, da ima spodaj tako plastično podlogo, da zadrži vse tekočine, če se vam razlijejo. Potem so seveda namizne brisačke. Namizne brisačke zadržijo prah med piljenjem in so res, kako bi rekla, da res dobro vsrkajo v sebe, bom rekla, prah od piljenja in ga seveda tam tudi zadrži, kar je pa zelo pomembno, ker vemo, da je tako veliko praha v vsakem salonu. Nato imamo v bistvu še tele celulozne krpice, ki so seveda namenjene za različne zadeve, se pravi, najbolj pomembno je pa to, da ne puščajo teh muck, teh vlaken pri brisanju recimo nohtov. Super so za odstranjevanje olij, vlage. Super so tudi tele večje krpice, ki jih uporabljamo, ker res zadržujejo v sebi dobro, se pravi, dobro vpojnost imajo, sploh pri izdelavu z power geli, kjer čopič obrišemo, a ne s tekočino prep and wipe in da čopič dobro vpije. Celulozne krpice za brisanje raznih produktov, barv in so dobro vpojne. Na koncu imamo pa še tale čistilo za čopiče. Seveda vsi čopiči so seveda v stiku z geli, z barvami in da to res dobro očistimo, da potem ne prenašamo naprej na druge izdelke, v druge izdelke in potem dobro obrišemo v celulozne krpice. To je tista osnova, ki jo res nujno moramo imeti v vsakem salonu. Vsak salon mora imeti seveda tudi kar nekaj raznih pripomočkov, izdelkov, čopičev, potiskalcev, seveda za izdelavo naših nohtov. Pa si mogoče kar poglejmo prvi demo, kaj vse nujno potrebujemo. Kuret. Se pravi, s tem orodjem lahko odstranimo odmrle, bom rekla, celice, ki so v bistvu tele kožne podloge, ki so nalepljene na vsakem naravnem nohtu in jih je potrebno dobro odstraniti iz vsakega naravnega nohta. Zakaj? Zato, da produkti, ko jih dajemo gor na noht, da ne pridejo v stik, a ne s to odmrlo kožo, ker če pride, seveda pride do odstopanj, zato je potrebno res dobro obnohtno kožo očistiti. Potem imamo škarice, precizne škarice, zelo ostre škarice, da dobro odstrižemo vso odmrlo kožico stran in seveda škarice obstajajo tako za desničarke kot za levičarke in seveda ogromno različnih metalnih potiskalcev za kožico. Imamo zelo veliko široko paleto nastavkov za brušenje, se pravi pri brusilnikih, pa si mogoče kar pogledamo naše najljubše v naslednjem posnetku. Mašinca in seveda brusilnik oziroma nastavki za brušenje. Vortex je nekako najbolj nepogrešljiv za brušenje starega produkta iz nohta, a ne, lahko ga uporabljamo tako za gel kot za power gel. Vortex v obliki stožca
Z njim lahko odstranimo seveda izdelek, ki je res zelo, zelo blizu kožice in da seveda stranke ne poškodujemo. In tako imamo tudi različne še nastavke za odstranjevanje. Potem imamo se pravi potiskalec za obnohtno kožico in s tem tudi nastavek Prep Bit, se pravi za potiskanje, bom rekla, obnohtne kožice od nohta in pa natančen nastavek za obnohtno kožico, da res dobro sčistimo, bom rekla, linijo med naravnim nohtom in pa to viškom odmrle kožice in da res te odmrle celice dobro sčistimo. Na koncu pa seveda še nastavek za poliranje obnohtne kožice v zgornjem delu, se pravi vse, kar imamo kaj nacufanga, da se dobro to seveda spolira, natančen nastavek, polirka in pa še na koncu natančen manikirni nastavek. Seveda lahko uporabljamo za manikiro ali pa odstranjevanje neke odmrle kožice. Potem imamo pa še Expert Bit. S konico nastavko lahko popilimo natančno, se pravi ostre linije pri izdelavi nohtov, gela in pa raznih robov. Zelo nepogrešljiv je tudi pri spodnjem delu piljenja pod nohtom, da se lahko pod nohtom lepo površino sčisti in višek mogoče gela odstrani. Vse lahko shranimo v tako posodico, kjer zaščitimo vse naše brusilnike oziroma nastavke. Ta mesec 20% popust na vse salonske pripomočke, ki jih uporabljamo seveda v salonu. Vse izdelke si lahko pogledate na naši novi spletni strani magneticnails.si in pa seveda na Instagram profilu Magnetic Slovenija. Jaz sem pa predvsem tukaj za vas, za vsa vaša vprašanja in seveda mogoče za vse detajle, kar se tiče okoli tečajev, delavnic, ki si jih želite mogoče pri nas udeležiti, kontaktirajte me, pomagala vam bom. Pilice. Pilice je nekaj nujno potrebnega, seveda v vsakem salonu, ker moramo seveda nohte pravilno in detaljno popiliti. Pri Magnetiku seveda smo ponosni na pilice, ki imamo refilne pilice, se pravi te higienske pilice, ki so res za enkratno uporabo in predvsem bom rekla, zmagamo pri vrhunski kvaliteti. Pa si kar pogledamo naslednji video. Različne pilice za odstranjevanje starega izdelka in za obliko nohta. Se pravi, seveda različne grobosti in oblike. Ta prva je bila v bistvu tale tanka Emery Board pila za obliko in pa tale naslednja pilica, ki je modra pilica 220 grobost, ki je pa namenjena za pripravo naravnih nohtov. Seveda se odstrani samo sijaj stran. Potem so tele higienske pilice, seveda se odstrani samo tale lepilni trak in se v bistvu nalepi na plastično jedro, ki je že prilagojeno v vsakem paketu ali pa seveda metalni ali pa metalno podlogo. Vsi seveda polirni bloki so tudi v higienski obliki, kar je novo, oziroma tudi navadni te beli polirni bloki za poliranje nohtov. Čopiči. Čopiči so najbolj pomembni seveda za vsako stilistko. Brez čopiča nobena stilistka tudi nohtov ne more seveda narediti. Čopičev je tako veliko vrst, se pravi za izdelavo, za poslikave, da je mogoče, da si kar en manjši del kar pogledamo v naslednjem videu. Vsak čopič ima tako prozorno zaščito čez ščetine, ki jo seveda odstranimo. In pa potem sploh tele večje čopiče, ki so pri izdelavi za recimo z gelom ali pa power gelom, je mogoče fino takole obrob, bom rekla, malo sčistiti. Zakaj? Zaradi tega, ker so ročno narejeni
in zato, da to lepilo, ki je mogoče še noter, ki je, bom rekla, ostalo, da ga odstranimo. Predvsem je pa zelo dobro, da v bistvu vse čopiče potem čistimo s tole tekočino seveda za čopiče, zato da se res dobro očistijo in da so potem pripravljeni za naše nadaljnje delo. Čopiče vedno obrišemo s temi v te v bistvu celulozne krpice, in da je čist čopič pripravljen za naprej. Se pravi, čopiči za gel, različne oblike, dolžine, čopiči potem, ki so namenjeni recimo za akrilne nohte oziroma za power gel, in pa ogromno tankih, detajlnih čopičev za različne poslikave. Tako rožice, senčenja, in vse vrste izdelave nohtov. Tukaj imamo še v bistvu podstavek. Vsi naši čopiči imajo takole na koncu magnet, ki se lahko takole postavi na tole stojalo in je zelo priročno potem tudi za vzemanje in pa naše delo. So posebni čopiči, majčkeno drugačni, s kristali notri, za tiste, ki so malo bolj drzne. Seveda je pa potrebno čopiče čuvati in je tukaj torbica, priročna torbica za shranjevanje vseh naših čopičev, in seveda se lepo spravijo, da se ne poškodujejo. Takole lahko zataknemo za lažje vzemanje čopičev iz torbice ven. Ta mesec 20% popust na vse salonske pripomočke. Vse izdelke si lahko pogledate na naši novi spletni strani magneticnails.si oziroma vse informacije in podrobnosti dobite na našem Instagram profilu Magnetic Slovenija. Predvsem pa vse, kar se tiče tudi okoli tečajev, izdelkov, delavnic, smo tukaj za vas. Upam, da ste ponovno uživali v današnjih demonstracijah, v naših izdelkih, in da ste kaj novega izvedli, in upam, da se vidimo v naslednjem mesecu, kjer bomo govorili o rubber bazah. Jaz sem Nina in mi smo Magnetic.